V Hrastuljah bo za potrebe 18 enostanovanjskih hiš ob 2 povezovalnih cestah treba poskrbeti še za pripadajočo infrastrukturo, vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo ter elektro- in telekomunikacijske vode. Tudi otroško igrišče je predvideno, skratka vse tisto, da bodo lahko ljudje tam normalno živeli. In to je tisti prvi korak, ki ga mora pač občina narediti, da bodo lahko, upajmo, v naslednjih korakih ljudje prepoznali Hrastulje kot primeren kraj za življenje in tam tudi kupili parcele in upajmo si postavili lepe hiše. S programom opremljanja stavbnih zemljišč so na zadnji predpočitniški seji soglašali tudi škocjanski občinski svetniki. Izgradnja potrebne infrastrukture naj bi po ocenah stala dobrih 350 tisoč evrov. V tem trenutku je to ocena, nimamo še tehnične dokumentacije. Želeli smo najprej dobiti soglasje občinskega sveta, da gremo v pravo smer, se pravi bo tehnična dokumentacija na koncu ponudbe izvajalcev pokazali točno številko, ampak približno tukaj nekje naj bi bilo. Komunalni prispevek za enostanovanjsko hišo naj bi v povprečju znašal 7500 evrov, dodaja. Poudarjam v povprečju, če bo kdo kaj prav velikega sezidal, je lahko tudi nekoliko več in seveda, če bo si bo kdo mislil malce manjšo hiško, bo lahko tudi manj, ampak tukaj nekje naj bi se komunalni prispevek gibal. Komunalni prispevek za hišo v Hrastuljah bo sicer nekoliko višji od povprečja za novogradnje v škocjanski občini. Pa vendarle bo zelo stimulativen glede na vso novo infrastrukturo, da ne bo preboleč in da bo sprejemljiv za nove investitorje. S komunalnim prispevkom se bo po ocenah pripravljavca odloka o opremljanju stavbnih zemljišč v Hrastuljah v občinski proračun steklo okrog 120 tisoč evrov. Razliko v ceni infrastrukture bo torej zagotovila občina. Močno si želim, da bo v letošnjem letu ta projekt sprojektiran in seveda pridobil tudi gradbeno dovoljenje, ker gre za nove površine, ne gre za samo rekonstrukcijo ceste, gre za rekonstrukcijo ceste od regionalne ceste. Če bolj ponazorim od Mercatorja pa do samih Hrastulj, seveda v tistem delu, kar gre pa na novo, pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Po navedbah župana bi z izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture predvidoma začeli v začetku prihodnjega leta oziroma v pomladnih mesecih. Da bi zainteresiranim olajšali nakup zemljišč, je občina s soglasjem lastnikov nepremičnin na svoji spletni strani že objavila njihove kontaktne podatke.